Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s te sliko smo nazaj v Zavrču, kjer je pred nami drugi polčas tekme 12. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Obračun med Zavrčem in Podvinci, ki ga po prvem polčasu z 1-0 dobivajo domačini iz Zavrča. Brez sprememb v obeh postavah, zato jih na hitro ponovimo. Za domače Mikić, Koren, Stiplošek, Kajzer, Predikaka, Pofuk, Kokot, Jazbec, Lazar, Potočnik in Štumberger. Za goste pa Cajnko, Oman, Lah, Marinič, Zamuda, Kuserban, Modrič, Svenšek, Zajko, Rodriguez in pa Žvikart. Sodnik te tekme je Armando Šorli, pomagata pa mu Elmedin Dedić in pa Kevin Majcen. Žoga je zdaj končala pri Cajnku. Ja, v prvem polčasu so več napadali gostje s Podvincev, si pripravili nekaj lepih priložnosti, zadeli pa so Zavrčani iz 11 metrovke po prekršku nad Tomijem Štumbergerjem. Leta je 11 metrovko sam tudi zanesljivo izvedel in premagal vratarja Tiborja Cajnka, kar je bilo dovolj zaenkrat za vodstvo Zavrča. Potočnik. Žoga je ponovno pri Cajnku. Lah. Pa Kuserban. Svenšek je žogo izgubil. Lazar je hiter, pritiska na Laha. Žoga pa bo pripadla iz avta Podvincem. Modrič, ob njem je bil Gregor Predikaka in storil prekršek. Žoga bo pripadla gostom iz Podvincev, ki danes igrajo v modro-beli športni opremi, medtem ko domačini iz Zavrča nastopajo v povsem belih dresih in pa hlačkah. Conceição Rodriguez pokazal je v prvem polčasu, da gre za nogometaša z dobrim tehničnim znanjem. Nad njim je bilo storjenih tudi največ prekrškov. Jazbec, žogo mu je odzel Zamuda. Jazbec je edini nogometaš, ki je v prvem polčasu prejel rumen karton. No, zdaj pa je storil nov prekršek in ali mu bo sodnik Šorli pokazal še drugega. Kot kaže, ja, drugi rumeni karton za Blaža Jazbeca in izključitev. Zavrč bo to tekmo nadaljeval z igralcem manj v 48 minuti. Ja, to je prvi rdeči karton za Jazbeca v tej sezoni, tudi prva dva rumena. In zdaj so se v nekoliko težjem položaju znašli nogometaši iz Zavrča. Ja, ni bilo tukaj potrebe, da je Jazbec tako grobo reagiral in si nekoliko po nepotrebnem zdaj prislužil rdeči karton. Lahko pa povemo, da je v prvem polčasu bil izključen gostujoči trener Aleš Čeh. Rodriguez, dobro se je znašel Rodriguez, podal je proti Svenšku, odlično je reagiral Kokot. Kuserban pa je žogo izbil Lazarju. Podaja proti Štumbergerju. Marinič proti Zamudi. Ja, zdaj bodo seveda še kako želeli izkoristiti številčno prednost gostujoči nogometaši. Stiplošek je žogo dobro dozel Zajku. Predikaka.
Predložek proti Štumbergerju, Lah je podal proti Mariniču, nekoliko tvegano, blizu je bil Tomi Štumberger. Cajnko pa žogo pošilja proti Rodriguesu. Pofuk je bil zmagovalec tega skoka, pa Rodriguez ponovno z lepo miniaturo. Kuserban je na redkih napak, Pofuk mu je žogo oduzel. Potočnik, pa Pofuk. Koren, pa Lazar. Pofuk, še vedno pri žogi domači, Koren do Lazarja. Dvignjena pa je bila zastavica stranskega sodnika, v offside zanko so se ujeli domači napadalci. Dobro je zdaj Gregor Predikaka prestregel podajo. Zamuda in Marinič. Kuserban. Kokot in pa Koren, ki je storil napako. Žoga je ponovno pri Podvinčanih. Marinič pa Kuserban. Ja, v prvem polčasu je večina napadov in pa organizacije igre šla prav preko izkušenega 38-letnega Denisa Kuserbana. Sodnik Šorli je zdaj zahteval, da se žoga vrne na mesto, kjer je bil storjen prekršek. Zajko dobro podal na desno stran proti Omanu, ampak pravočasno je zvrat vratar Mikić. Ja, naj povem, da se ob tej tekmi danes v tem krogu igrajo še dvoboji med Šmartnim in Korotanom, Zrečami in Vidmom pri Ptuju, Bistrico in Dobrovcami, Šampionom in Šmarjami pri Jelšah ter Dravogradom in Dravinjo. Jutri pa je na sporedu en obračun, in sicer tekma tukaj v bližnjih Cirkulanah, kjer bo gostovala ekipa Posavja iz Krškega. Brez prekrška zdaj, a odvoza Podvince. Kuserban, pa nepravilno izvajanje avta. Žoga bo pripadla domačinom. Oman je zbil samo do Kokota. Predikaka ni uspel ukrotiti te žoge. Zajko. Oman. Oman z dobro podajo naprej proti Modriču. Modrič je prišel mimo Kokota, ob njem je še Koren. Modrič pa Oman. Oman je poskusil s podajo po tleh do Rodriguesa. Rodrigues je prišel do žoge. Pa potem poskus kombinacije med Rodriguesom in pa Zajkom. Rodrigues pa namere soigralca zdaj ni razumel. Visoka žoga proti Štumbergerju, tam je Lah. Štumberger pa je s pritiskom poskrbel, da je Lah žogo izbil v out. Nikamor se jasno zdaj Zavrčanom ne bo mudilo v tem drugem polčasu. Imajo ugoden rezultat in pa igralca manj na igrišču. Boril se ob Mariniču Predikaka, žoga je končala pri Cajnku. Zajko, pritiska je na Stiplošek. Kajzer izbija samo do zamude. Prodira zamuda. Zajko. Žogo pa v avt izbija Potočnik. Marinič. Zajko se v tem drugem polčasu veliko ponuja v sredino, zdaj je povsem na mestu zadnjega veznega.
Z menjavanjem položajem očitno poskušajo gostje zmesti domačo obrambo, kar pa jim zaenkrat v tem drugem polčasu ne uspeva. Niso si še uspeli pripraviti resne priložnosti v teh slabih prvih 10 minutah drugega polčasa. Kuserban je poskusil s prenosom igre povsem na drugo stran, ampak podaja se mu je ponesrečila in žogo lovi vratar Mikić. Predikaka dobro pritiska in po njegovi zaslugi bodo domačini Zavrča zdaj imeli kot. Prvega v tem drugem polčasu in pa drugega na celotni tekmi. Za izvedbo bo zadolžen Tadej Stiplošek. Priložnost torej iz prekinitve, da domačini vodstvo povišajo. Stiplošek, dobra podaja na drugo vratnico. Žoga je preletela vratarja Cajnka, tudi Gregorja Predikako, ki je bil tam, končala pa pri Matiji Pofuku. Dobro se je znašel Pofuk, Žvikart pa mu je brez prekrška žogo odzel. Priložnost za protinapad. Kuserban dobro proti Zajku. Žogo so mu domači odvzeli, veliko prostora za Pofuka, Štumberger pa ni uspel dovolj kvalitetno podati žoge in priložnost za Zavrč je splavala po vodi. Oman in Lah. Ponovno Lah, pa Conceição Rodriguez. Modrić, pa Rodriguez. Prodiral je Rodriguez, uspešnejši je bil Lazar. Skušal je potem Lazar tam rešiti pred avtom, ampak ni mu uspelo, žoga bo pripadla nogometašem v modrih dresih. Visoko zdaj pritiskajo nogometaši Podvincev, ampak konkretnejše priložnosti zaenkrat v tem drugem polčasu še niso pripravili. Štumberger je prestregel, pa Koren. Lepo prodira Koren, poskušal je Kuserban storiti prekršek nad njim. Koren mu je zbežal, potem pa so gostje žogo osvojili nazaj, pa jo hitro tudi izgubili. Stiplošek, Zajko pritiska na njega. Stiplošek pa mirno žogo vrača Mikiću. Kokot. Izkušeni Kokot zdaj umirja igro. Kajzer. Lazar. Lazar in Kokot kombinirata. Kokot se je priključil, ampak žoga je končala v avtu za Zavrč. Oman je zdaj žogo izbil, končala je pri Maticu Mariniću. Pa Kuserban. Kuserban je žogo izgubil v nevarnem območju, odzel mu je Predikaka, 3-3 situacija zdaj za Zavrč, na drugi strani je Lazar, ki ima veliko prostora. Predikaka je žogo nekoliko predolgo držal v svoji posesti. Stiplošek. Obrača se za Stiplošek, od njem je Svenšek. Stiplošek je padel, brez prekrška. In priložnost za protinapad Podvincev. Lepa situacija je bila to za Zavrč, pa je niso izkoristili. Zdaj pa torej gostje v nasprotnem napadu, Modriću pa so domači žogo izbili in jo spravili do svojega vratarja Mikića. Mikić je žogo poslal proti Predikaki, ki že vso tekmo bije težke bitke na sredini igrišča za vsako žogo. Pomemben člen igre Zavrča je Gregor Predikaka. Kuserban.
in Lah. Conceição Rodriguez, ponovno Lah in Marinič. Visoka podaja na desno stran, natančna žoga proti Omanu. Oman je prišel tam mimo Korena in 11 metrovka zdaj na drugi strani tudi za Podvince. Odlična natančna podaja na desno stran do Jana Omana, ki je izsilil prekršek tam v kazenskem prostoru in 11 metrov, ko je sodnik Šorli zapiskal zdaj tudi na drugi strani. V 60 minuti torej priložnost za Marka Žvikarta, da doseže svoj 5. zadetek iz oči v oči proti Mikiću. Zanesljivo, Mark Žvikart po tleh, Mikić v eno smer, žoga v drugo in rezultat je v 60 minuti 1-1. Jasno, težko je bilo pričakovati, da bodo nogometaši Zavrča zdržali z igralcem manj, sploh potem, ko so že ves prvi polčas bili pod nenehnim pritiskom gostov, no in zdaj so gostje iz Podvincev vendarle zadeli preko 11 metrovke, ki jo je priigral Jan Oman, izkoristil pa Mark Žvikart za svoj 5. zadetek v tej sezoni. Sodnik Šorli je zdaj zaradi ugovarjanja pokazal rumen karton in sicer Janu Ziku Zajku. Rumeni karton je dobil pri gostujoči ekipi igralec številko 10, Zajko Jan Ziko. Ja, kar nekaj nervoze tudi na tej tekmi, nekaj grobih prekrškov, sicer malo rumenih kartonov, kar nekaj ugovarjanja in prepiranja, kar je povsem normalno za tekmo dveh izenačenih ekip, ki jo ločita samo 2 točki. No, prišlo pa je zdaj tudi do menjave pri gostih. Igro je zapustil Denis Kuserban, ki je odlično igral do zdaj. Zdaj pa ga je torej zamenjal nogometaš številko 27 Jakob Kolenko. Rodriguez ni prišel do žoge ob Korenu. Kokot še vedno prodira. Napadal ga je Rodriguez neuspešno. Kokot je zdaj zelo visoko. Lazar. Out pa bo za Zavrč. Odlično sta se znašla tam Lazar in Kokot. Kot kaže, bomo ponovno videli met iz avta globoko v kazenski prostor. Žoga proti Štumbergerju. Izbijali so gostje. Pa še en predložek in kot bo za Zavrč. Priložnost da morda domači zadanejo iz prekinitve. Podaja na prvo vratnico, tam je skakal Marcel Koren, žogo pa so gostje zbili v nov kot. Dobra podaja, skakal je tam Gregor Predikaka, ampak zgrešil, nekdo se je žoge pred njim ravno toliko dotaknil, da je let slednji ni zadev, tako kot bi si sam najbolj želel in končal je ta strel zdaj mimo gola. Vendarle Zavrčani kažejo, da še niso vrgli puške v koruzo in da bodo še nevarni za vrata, ki jih brani Tibor Cajnko.
Lah. Visoka podaja na desno proti Omanu, dobro se je znašel Oman. Bil pa je pod prekrškom ob Draženu Lazarju. Sodnik Šodli sicer ni pokazal rumenega kartona, bo pa to prosti strel za Podvince. Ja, pa vendarle tudi rumeni karton za Dražena Lazarja. Rumeni karton je pri domači ekipi dobil igralec številko 11, Lazar Dražen. Jan Ziko Zajko je tisti, ki bo zadolžen za izvedbo tega prostega strela. Čakujemo lahko predložek v kazenski prostor. Jan Oman pa bo očitno potreboval tudi zdravniško pomoč. Povsem na drugo stran. Igrišče je zdaj pritekel predstavnik medicinske stroke. Predložek v kazenski prostor, ki ni bil slab. Do strela je tam prišel Branko Lah, ampak žoga je zletela mimo gola. Zajko je zdaj odlično z glavo podal proti Žvikartu. Žvikart ima priložnost, Žvikart je bil v kazenskem prostoru, ampak zelo slabo zadev žogo in leta je končala zelo daleč od cilja. To je bila res lepa priložnost. Zajko je odlično z glavo podal proti Žvikartu, ki pa se zdi, da bi to priložnost enostavno moral bolje izkoristiti. Koren je dobil skok. Na Laha pritiska Štumberger. Modrič. Modrič se je dobro znašel ob Lazarju. Pa Zajko. Žoga pa je Zajko ušla čez črto in to bo met iz avta za Zavrč. Oman izbija v nov avt. Lazar je žogo izgubil. Nekoliko neugodno je žogo izbijal Zajko. Predikaka je v kazenskem prostoru, še prodira Predikaka, padel je Predikaka in še tretja 11 metrovka v 67. minuti za Zavrč. Še en prekršek, torej za 11 metrovko, ponovno Tomi Štumberger iz oči v oči z Tiborjem Cajkom. Tomi Štumberger pa je 11 metrovko izvedel na povsem enak način kot v prvem polčasu in Zavrč z igralcem manj zdaj do vodstva. Še en zadetek Štumbergerja. Skupno že njegov 7. v tej sezoni in vzpenja se zdaj po lestvici strelcev napadalec Zavrča. V 68. minuti torej 2-1 za domači Zavrč. Ja, videli smo danes 3 zadetke, vse 3 iz 11 metrov. Še enkrat pa je Tomi Štumberger pokazal, kako dober izvajalec najstrožjih kazni je. Brez moči je bil ponovno Tibor Cajko. Zajko. Padel je Zajko in prekršek za Podvince.
Zajko takoj na levo stran proti Zamudi. Do žoge je prišel Svenšek. Prekršek nad Svenškom in prosti strel bo iz leve strani za Podvince. Videli bomo, ali lahko zdaj gostje iz Podvincev vrnejo udarec. To je strel proti vratom. Dobro je zvito poskušal zdaj Jan Ziko Zajko, ampak Luka Mikić je bil dovolj pozoren in žogo odbil v out. Žan Horvat Zamuda je tisti, ki bo zdaj žogo, kot kaže, poslal v kazenski prostor. Zamuda. Ni prišla žoga do nobenega od njegovih soigralcev. Potočnik ob Zamudi. Out pa bo za Podvince, medtem ko dvojno menjavo pripravljajo pri Zavrču. Tomi Štumberger je tisti, ki igro zapušča, strelec obeh zadetkov za Zavrč. Mario Kocbek pa ga bo zamenjal. Dvakrat je zelo zanesljivo izvedel 11 metrov, ko zdaj pa torej igro zapušča. Igro pa, kot kaže, zapušča tudi Dražen Lazar. Namesto njega pa v igro prihaja Nachberger Denis. Dve menjavi pri domači ekipi. Iz igre igralec številko 11, Lazar Dražen. V igro igralec številko 19, Nachberger Denis. Nov out bo za Podvince. Zamuda ponovno z visoko podajo, ponovno odbijajo Zavrčani. Predikaka pa Svenšek in Zamuda. Ob njem je neumorni Predikaka, Stiplošek pa žogo izbija v nov out. Kolenko. Pa Oman. Marinič. Kolenko in Lah. Zdaj so v 4-4-1 formaciji postavljeni domačini Zavrča in tako onemogočajo oziroma branijo svoj gol. Nachberger v prvi akciji, žogo je izgubil ob Lahu. Nachberger in Kocbek sta zdaj pritiskala, jasno, oba sveža nogometaša. Dvojno menjavo pa pripravljajo tudi gostje iz Podvincev. Zajko pa Kolenko. Oman. Oman s predložkom, ki pa ni prišel mimo Milana Kokota. Še enkrat so dobro prestregli podajo domačini. Kolenko. Lah. Ja, nekako ne uspel izkoristiti igralca več. Gostje s temi visokimi podajami niso prav uspešni. Skozi igro po tleh pa zaenkrat ne prihajajo do pravih priložnosti. Mikić žogo pošilja naprej. Tam je Predikaka. Pa zdaj Potočnik, odlično v skoku. Žoga je končala pri Predikaki, pa Kocbek. Kocbek se je trudil ukratiti to žogo, pa mu ni uspelo. Potem pa Zamuda. Pod prekrškom je bil Zamuda, ampak prednost pušča sodnik Šorli. Oman. Pa Lah. Rodriguez je padel brez prekrška, žoge ni poslal iz igre.
Lah in pa Cajnko, Koren je pritiskal na njiju. Žoga pa je zdaj pri Omanu. Oman poskuša spodal v sredino, tam je bil Žvikart, ampak do žoge ni prišel, končala je pri vratarju Mikiću. Odbija Zamuda, pa Zajko. Zajko lepo do Zamude. Ob njem pa je bil Kocbek uspešnejši. Kocbek in Stiplošek. Kocbek je žogo poslal v out, zdaj pa torej čas za že napovedano dvojno menjavo pri Podvincih. Centralni napadalec Marek Žvikart je tisti, ki zapušča igro, pa tudi vezist Timotej Modrič. V igro pa vstopa na mesto Modriča Matic Šlamberger. Na mesto Žvikarta pa, kot kaže, Alen Simić. Simić je zdaj zavzel mesto na levem bočnem položaju. V konico napada pa se je preselil Žan Horvat Zamuda. Nekaj taktičnih sprememb pri Podvincih. Poskušali bodo s tem odpreti obrambo Zavrča in priti najprej do izenačujočega zadetka, potem pa do morebitnega vodilnega in zmagovitega, ki bi jim prinesel komplet vseh 3 točk. Šlamberger je prodiral neuspešno. Potočnik in Stiplošek. Kajzer. Pa Kokot in Mikić. Jasno, nikamor se ne mudi Zavrčanom. Igrajo za igralce manj na igrišču in imajo minimalno prednost enega gola. Imajo v rokah rezultat 2-1, ki ga bodo poskušali zadržati vse do konca tekme. To je še slabih 15 minut. Sicer po tej tekmi nogometaši Zavrča odhajajo na gostovanje v Šmarje pri Jelšah. Nato pa jih v zadnjem krogu v tem delu prvenstva čaka domači obračun z Dravogradom. Na drugi strani Podvinci v naslednjem krogu doma pričakujejo Dravograd, v zadnjem krogu prve polovice pa na gostovanje k njim prihaja Šmartno. Pofuk in Potočnik, ponovno Pofuk. Predikaka in Pofuk, lepa kombinacija s Korenom. Pofuk je lepo podal v globino. Predikaka ima nekaj več prostora. Prišel pa je do njega Matic Marinič in žogo izbil v kot. Oziroma v out, se opravičujem. Veliko časa so si vzeli nogometaši Zavrča za to izvedbo. Predikaka, še enkrat se je odlično znašel Predikaka. Prišel je skozi Predikaka, odlična obramba Tibora Cajnka. Kakšen prodor zdaj Gregorja Predikake, ki je tam po levi strani podiral ob golovi črti. Prišel do strela, streljal v bližnji vratnici, ampak izkazal se je Tibor Cajnko. Odličen posel danes opravlja 21-letni Gregor Predikaka. Zdaj pa je to kot za Zavrč. Ponuja se Koren. Ali bo šlo za kratko kombinacijo? Ja.
Stiplošek s predložkom, dober predložek, tam je ponovno Predikaka. Žoge pa tokrat ni zadev in gola odboza Podvince. Vse bolj se bo jasno gostom zdaj mudilo. Kolenko vodi nov napad. Pa dobra podaja v sredino, kjer je zamuda pa žoge ni ukrotil in mirno je vse skupaj razrešil Luka Mikić. Marinič je dobil skok ob Predikaki. Preigrava Zajko. Stiplošek mu je žogo odlično dozel. Odigra Stiplošek. Zdaj se je obrnil. Našel Pofuka v sredini. Ta je poskušal odigrati s Potočnikom, nato pa napravil prekršek nad Svenčkom. Sodnik Šorli zahteva, da se žoga vrne na mesto, kjer je bil prekršek storjen. Žoga mora jasno ob izvedbi prostega strela mirovati. Kolenko. Zamuda. Padev je zamuda, brez prekrška. Potočnik zdaj podajo proti Predikaki. Bori se Predikaka, ampak ob njem je bil dovolj dobro postavljen Branko Lah. Žogo pa je na koncu dobil Tibor Cajnko. Rodriguez z glavo do zamude. Ni šlo. Koren. Potočnik. Potočnik z napako, do žoge za trenutek prišel Šlamberger. Zdaj je ta spet pri Predikaki, ki je poskušal na drugo stran do Nachbergerja, ampak podaja bila premočna. Zajko. Dobro ob Zajku Mario Kocbek, ki pa je storil prekršek. Po mnenju glavnega sodnika Armanda Šorlija. Zajko bo zdaj tisti, ki bo izval prosti strel. Slabih 10 minut do konca rednega dela. Preigrava Rodriguez, ni šlo mimo Potočnika. Pri žogi je še vedno Rodriguez. Padel je Rodriguez in zdaj prosti strel. To pa je že bolj nevarno območje za predložek v kazenski prostor. Vsi igralci z izjemo Tibora Cajnka so zdaj na polovici Zavrča. Vsi nevarni skakalci jasno v kazenskem prostoru Zavrča. Dobra podaja. Domači so izbili. Zajko ob Kocbeku. Zajko je prišel mimo. Še vedno preigrava. Zajko strelja. Žoga je tam zadela nekoga, pa zamuda točno v naročje vratarja Mikića. Ja, morda bi moral zdaj tudi zamuda iskati podajo v sredino. Odločil se je za strel in vratar Mikić je žogo rutinirano ujel. Šlamberger. Kolenko. Podaja proti Mariniču ni bila dovolj natančna, končala je žoga pri Simiču. Pa ponovno Marinič. Kolenko. Pa Lah. Lah ponovno poskuša z visoko podajo, tokrat proti Šlambergerju. Žoga pa je Šlambergerju ušla čez črto in iz golavta bo pripadla domačinom. Zdaj se nikamor ne mudi Luki Mikiću, ki pa si je za to zavlačevanje prislužil rumen karton. Rodriguez in Kokot v dvoboju. Odlično potem Svenšek. Še vedno je pri žogi Svenšek. Podal je zdaj
Na desno proti Šlambergerju. Lah. Pa na levi strani Simič. Zajko. Ob njem je Stiplošek. Zajko je prišel mimo Stiploška. Ob Zajku je zdaj Pofuk. Zajku pa je žoga ušla iz igrišča. Ja, treba je reči, da zelo dobro branijo to vodstvo z igralcem manj nogometaši Zavrča. Nikakor ne uspejo do neke res 100% priložnosti priti gostje iz Podvincev. Šlamberger. Pa Conceição Rodriguez. Preigrava Rodriguez, ob njem je Potočnik, tudi Koren. Rodriguez je padel. Brez prekrška mu je žogo odvzel Potočnik. Pa zamuda. Na levi strani je Simič. Simič si je dal nekoliko predolg predložek pred sebe. Potem storil prekršek in žoga bo zdaj pripadla domačim. Obležal je Matija Pofuk. Zdaj se mu jasno ne bo mudilo, da bi kaj prehitro ostal. Potrebna bo tudi medicinska pomoč. Minute pa za Podvince neusmiljeno tečejo. Mikić žogo vrača v igro. Zdaj so Zavrčani še z enim igralcem manj na igrišču. Do žoge pa je tam prišel Mario Kocbek in zadev za 3-1 in najvrž tudi odločil zmagovalca te tekme. Lepo se je tam znašel v kazenskem prostoru Mario Kocbek, ki je vstopil v drugem polčasu in zabil za 3-1. V 87 minuti torej 3-1 za Zavrč in kot kaže bodo še kako prigarane in povsem zaslužene 3 točke danes ostale doma v Zavrču. Jasno, nekaj časa sicer še imajo nogometaši Podvincev, ampak težko je verjeti, da zdaj po vsem tem času z igralcem več, ko niso prišli do resne priložnosti, zdaj v teh res zadnjih minutah pridejo do kar 2 zadetkov. Še vedno se bori Gregor Predikaka, žogo je sicer mirno ujel Tibor Cajnko. Kolenko. Šlamberger. Ponovno Kolenko. Poskušajo proti Rodriguezu, ni šlo. Spet se je odlično znašel tam Predikaka, podal žogo do Kajzerja, ki se je znašel v priložnosti iz oči v oči z Cajnkom, ampak streljal kar konkretno mimo gola. Lepa priložnost, ki pa je za Zavrč splavala po vodi. Ja, Gregor Predikaka je zdaj na tleh. Razdajal se je danes za ekipo. Bil eden izmed ključnih členov pri tej zmagi, oziroma pri tej potencialni zmagi za Zavrč. Zdaj pa torej zapušča igrišče ob aplavzu s tribun 21-letni Gregor Predikaka. Številko 18
Demiri Muas. Ja, zamenjal pa ga je nogometaš številko 18, Demiri Muas. Vstopili smo medtem že tudi v zadnjo minuto rednega dela te tekme. Stiplošek je žogo dozel zamudi. Lepo Stiplošek. Potočnik. Prodira Potočnik. Pravočasno pa je tam odreagiral Matic Šlamberger. Ja, nekaj časa zdaj traja, da nogometaši Zavrča izvedejo ta out. Tadej Stiplošek je tisti, ki je za to zadolžen, pa Potočnik. Potočnik žogo zdaj zadržuje v posesti in krade sekunde. Priigral je out za svojo ekipo. Še eno dvojno menjavo pa bomo videli pri Zavrču. Še nekaj časa bo s to potezo ukradel domači trener. Marcel Koren je tisti, ki zapušča igro. Igro pa zapušča tudi Tadej Stiplošek. Vočanec je tisti, ki bo zamenjal Korena. Stiploška pa bo zamenjal Žiga Domjan. Še en out za Zavrč, ki takole mirno pluje proti domači zmagi, ki je še toliko bolj vredna, ker so kar nekaj časa igrali z igralcem manj na igrišču. Še ena priložnost za protinapad zdaj za Podvince, Zajku je žoga ušla. Kajzer poskušal je podal naprej, neuspešno. Simič, pa Svenšek, Kolenko, pa Šlamberger. Kajzer je reagiral nekoliko slabše, ponudil priložnost za predložek tam gostom, ampak vse skupaj je ostalo neizkoriščeno. Potočnik je zdaj pri žogi. Odlično se je znašel Potočnik, pa Pofuk. Ponovno Potočnik. Lah je žogo izbil. Svenšek. Na levi strani je Zajko. Še en neuspešen poskus predložka. Lenko, pa Šlamberger. Zanesljivo izbija Kokot, sicer samo do Šlambergerja, ki mu je zdaj žogo dozel Pofuk. Šlamberger je potem na njem storil prekršek, ampak prednost spušča sodnik Šorli. Potočnik se je potem odlično znašel, žogo spravil do Pofuka, kombinirata Pofuk in Potočnik. Šlamberger pa Marinič, ena zadnjih priložnosti za napad Podvincev. Še enkrat pa so domačini žogo zanesljivo izbili. In to je bila tudi zadnja poteza na tej tekmi. Glavni sodnik Armando Šorli je namreč pravkar odpiskal konec te tekme. Tekme, ki so dobili domačini iz Zavrča s 3-1. Od 48 minute so igrali z igralcem manj, ker je Blaž Jazbec dobil rdeči karton, ampak ne samo, da so zdržali brez njega, celo zmagali so s 3-1, z 2 goloma razlike. Prvi zadetek je v 38 minuti zabil iz 11 metrovke Tomi Štumberger. V 60 minuti je potem Mark Žvikart prav tako iz 11 metrovke poskrbel za izenačenje. V
67 minuti je še en zadetek iz 11 metrov, ki je zabil Tomi Štumberger. Piko na i zmagi domačega Zavrča pa je v 87 minuti postavil rezervist Mario Kocbek. Bodi to za danes iz Zavrča vse, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.